kje si ti, mačka, imaš naslovnico zame, da malo pohvalim Goloba? Iskal je naslovnico, mimogrede, v mediju, ki ne izhaja več v tisku. Ne? Bi si želel, da je to anomalija, pa se bojim, da ni. Bolje ne bo. To je tedenski Safari, podcast, ki ga spremljajo levi in desni, pa tudi levi in besni. Ta teden so z nami zagotovo tudi Joc Pečečnik, pa Lars, Sven in Tamara Vonta. No, z nama pa je tudi poseben gost, in sicer politični komentator in podcaster Antiša Korljan. Antiša, pozdravljen. Lep pozdrav. Hvala za vabilo. Antiša, gremo kar v prvi sklop, to so tako zvane predvolilne zadeve in naša prva tema, torej Joc Pečečnik, ki poje hvalnico Robertu Golobu in pri tem razkuri lep del gospodarstvenikov. Malo konteksta za začetek na kratko, skratka na uradni spletni strani Kluba slovenskih podjetnikov Joc Pečečnik zapiše: Golob in njegova vlada sta za podjetnike in obrtnike naredila to, kar do sedaj ni naredila še nobena vlada. Zdaj velik del gospodarstva to seveda prebere, nekateri so prepričani, da gre za hekerski napad, drugi sprva mislijo, da gre za cinizem, sarkazem. Na gospodarski zbornici ta zapis celo primerjajo s 1. aprilsko šalo, predvsem pa je med podjetniki, ki se v tem mandatu jezijo na 1,5 milijarde dodatnih davčnih bremen vsako leto, precej jeze in tudi nekaj izstopov iz SBC. Antiša, povej, kako je tebi sedel ta zapis Pečečnika? Iskal je naslovnico, da pohvali Goloba. Kako si razumel vse skupaj? Ja, iskal je naslovnico, mimogrede, v mediju, ki ne izhaja več v tisku, ne? Na Financah namreč. Ne? Kako mi je... Jaz moram reči, sem bil kar presenečen. Namreč, če bi poskušali reči, kaj je tisto, kar je bilo skozi ves čas sedanji, torej skozi iztekajoči se mandat, kaj je bila neka rdeča nit politična, bi gotovo bil odnos oziroma neodnos do gospodarstva zelo močno in zelo visoko rangiran po frekvenci objav, po frekvenci novih presenetljivih odločitev oblasti in tako naprej. Ne? Ob recimo urejanju zdravstvene problematike. Tako da me je izjava Joca Pečečnika kar precej presenetila. Gospodarstvo je, kot vemo, v preteklih skoraj 4 letih bilo praktično ves čas na drugi strani jarka, brega, ne? Tako da me je presenetilo in recimo v enem navalu sarkazma sem rekel, ok, zapoznelo poročno darilo, recimo, ne? Poroka je bila, mislim, da v začetku septembra, zdaj smo, konec januarja, z nekaj zamude. Ja, tudi jaz sem ujel od enega od gospodarstvenikov znanih slovenskih, sva govorila po telefonu o tem, je rekel, ja, Joc je dal darilo poročno, malo globje ga je porinil na mizo, ne. Zdaj, če jaz dam malo v ozadje, sem se pozanimal o tem osebnem odnosu Pečečnik Golob, menda se poznata kot soseda v stolpnici na Dunajski 119, Pečečnik je še zdaj tam v pisarnah in že dolga leta, Golob pa je v določenem obdobju tam imel pisarno še včasih, ko je bil šef GEN-I-ja, tako da sta se menda po hodnikih ujela in se kar dobro kliknila. Zdaj, navzven je bila manifestacija tega malo bolj osebnega odnosa lansko poletje, ko je Pečečnik bil vabljen na to obmorsko poroko, tako da mogoče jaz bi tukaj povedal malo drugače, kakšno veliko presenečenje, da zdaj, ko gre pred volitvami zares, tudi odstopil na čovn, meni vendarle ni bilo, ne. Je pa tako, Joc Pečečnik, pravijo mi, v času covida je intenzivno iskal stike z desno politiko, ne? In tisti, ki ga malo bolje poznajo osebno, pravijo, da je sicer intimno levega političnega prepričanja, da pa ima po vzoru podjetnikov iz ZDA do politike izrazito parazitski odnos. Skratka, ves čas išče zase osebno korist, ne? In če
ta del svojega komentarja sklenem. Ne? Vemo, da je državi že konc leta 2023 v bistvu ponudil svojo nasedlo naložbo, stadion za Bežigradom. Želel ga je prodati takrat Ministrstvu za kulturo za 18 milijonov evrov, pri čemer viri trdijo, ne, da Pečečniku v bistvu to, da ta investicija stoji, da se ni skozi leta nič premaknilo, celo ustreza, ker bi ga lahko investicija tega ranga tudi pokopala poslovno, ne, in na nek način išče najlažji izhod zase. Mogoče bi na tej točki, Peter, pogledala klip, kjer to tudi potrdi v studiu, pa potem še kakšno rečemo. Ali... Poglejmo, no. Ste pa s tem sprožili kar številna ugibanja od tega, da vas je premier Golob posebno prosil, da objavite to stališče do tega, da je morda v ozadju kak dogovor za Plečnikov stadion. Kako odgovarjate na te očitke? Bog da bi bil, jaz si trudil, da sem se in z Janšo, in Šarcem, in tudi z Golobom sem se. Ministrica Asta Vrečko je pred tem mandatom obljubila, da je to ena osrednja stvari. Jaz mislim, da stadion res klavrno propada in bi morala tudi na tem področju ta vlada narediti drugače. Pa se pravim, če vam kle 4 liste kritik, ki so objavljeni na isti internetni strani, v naših časopisih, in če nekoč v enem trenutku vlada naredi nekaj dobrega, mislim, da je prav in z moje strani iskreno, da sem jo pohvalil. Mislim, zdaj, meni je ta zanimivo, ne? Joc Pečečnik pravi, enkrat, ko vlada naredi nekaj dobrega, je prav, da jo je pohvalil, ne? Zdaj, mogoče govori res o množici nekih izjav, ki jih je kdaj SBC objavil. Ne spomnim se, da bi te izjave bile množično predstavljene, ne, javnosti, da bi odmevale. Zdaj, seveda so različno pač odmevne tudi na račun medijev, ampak vseeno mi je en ukrep, ki je za podjetnike dober, ne. Zdaj greš ti označiti s takimi superlativi, kot nobena vlada do zdaj ni naredila toliko za podjetništvo. To je tista razlika. Če bi on rekel, ne, mislim, da se noben ne bi imel s tem težav, če bi on rekel, evo, to je pa končno en dober ukrep, ki ga je naredila recimo Golobova vlada, ne, ob vseh ostalih, zaradi katerih gospodarstvo nori, mislim, da ne bi se noben čudil, ne? Ampak meni enostavno ne prepriča, no, da ni v ozadju recimo Bežigradski stadion. Tukaj se mi zdi, da je pač nekih možnosti, da je to v resnici tisto, kar je v ozadju, ne, enostavno preveč, oziroma razumem gospodarstvenike, ki so besni, da s tem daje pravzaprav mešan signal, ne, da pravzaprav pa morda vendarle ekonomska politika vlade, ki je bila pač vsaj po pričanju gospodarstva, ki jim jaz recimo v tem primeru zaupam, ne, katastrofalna, ne, da je mogoče pa vendarle, ne, tudi vlada naredila nekaj stvari, ne, ki jih 20 let nobena druga vlada ni uspela, pa kljub temu gre za en sam ukrep. Ne vem, tako sem jaz to nekako Joca razumel in mi izpade zelo neiskreno, predvsem pa zelo hinavsko do svojih kolegov, ne, ki so pravzaprav, ko se je potem tudi sam prevzel zasluge za to, kar so v bistvu gospodarska združenja skupaj si prizadevala. Ne. No, to se mi zdi en tak, recimo, komentar na to, kar je. Ne. Imaš ti še kakšno? Čakam, če bom imel Antiša kakšno misel na tole še. No, jaz bi mogoče samo glede te, rekel, transakcijske sheme, ne. Vemo, ne, Donald Trump je mojster transakcijske politike, ne. Jaz bi vendarle rekel, da je usoda Bežigradskega stadiona bistveno širša zadeva, širša zgodba in dvomim, da bi se jo dale rešiti zgolj z eno kontroverzno, pa če tudi pozitivno nastrojeno izjavo, pozitivno nastrojeno do vlade. Mislim, da je nesorazmerje med tema dvema na eni strani usoda stadiona, ne, na katerega mi tako radi prisegamo in je tako rekoč temelj slovenske in ljubljanske športne pa tudi siceršnje identitete, in na drugi strani neka ocena 4 let vladne ekonomske politike in ne samo vladne ekonomske politike, ne, ampak tudi odnosa vlade do gospodarstva in gospodarstvenikov, ki jaz moram reči, no, ni bil prav zgleden. Jaz bi tukaj morda spomnil na zdaj že razvpito, si upam reči, izjavo Luke Mesca, ne, kot podpredsednika vlade, ki je ob ukinitvi oziroma prevedbi
dodatnega zdravstvenega zavarovanja in v obvezno, ne, je rekel, da pač fantje v upravah zavarovalnice bodo morali sprijazniti s tem, da so stvari danes malce drugačne. To recimo, da je ta nek tako zelo izrazit izraz enega revolucionarnega zanosa, zdaj smo mi na oblasti in zdaj bo tako, kot smo mi rekli. Nihče se takrat ni ukvarjal s tem, kaj to pomeni za zaposlene v teh podjetjih in tako naprej. Jaz sem tle en širši vidik, se mi zdi te izjave Joca, ne, ki pač seveda ne bo ona spremenila volilnega izida in tudi ne bo, jaz mislim, da ni tukaj direktna transakcija, v smislu, no ti to reč, mi ti pa zrihtamo štadion. Ne. Preveč enostavno bi to bilo. Je pa res, da prvič, kadarkoli se mi zdi zares, ne, vidim, ko se srečujem, zdaj sem bil na večjih dogodkih, sem se pogovarjal z večjimi gospodarstveniki, da je bez gospodarstva, ne, ko gospodarstvo nikoli se politično ne opredeljuje, ne, ampak ta trenutek se mi zdi, da je pa proti tej vladi bez gospodarstva in to čisto na podlagi teh ukrepov tako močan, da bi enotno gospodarstvo, ne, v odnosu tudi do volilne kampanje lahko ogrozilo pač ponovitev mandata Roberta Goloba in tukaj Joc Pečečnik pravzaprav to enotnost gospodarstva navzven javno ruši. Tukaj bi jaz dodal še ta dva aspekta v bistvu, k tekstu in k njegovem lansiranju bi se vrnil, da je šlo za osebno mnenje zdaj na koncu, pravi Joc, malo se je potegnil nazaj, čeprav je dejstvo, da ga je prvič objavil na uradni spletni strani kluba SBC in v uvodu, ko sem šel pogledat to besedilo, zapisal, citiram, za njim stojim kot predsednik SBC, se pravi ne kot Joc Pečečnik. Zdaj, kjer jaz vidim hudič, hudič je po mojem v tem, ker se zaradi takih gest pri nekem povprečnem volivcu, povprečnem državljanu celotne podjetniške sfere zelo hitro oprime vtis zlizanosti s politiko. Mislim, da že itak ima podjetništvo v Sloveniji v očeh običajnih ljudi precej tak sloves, ne? In zdaj, če je bil cilj že samo močno zrelativizirati kritiko ekonomske politike v tem mandatu, se mi zdi, da je Jocu Pečečniku to v bistvu v veliki meri s to gesto uspelo, ne? Zdaj pa še malo glede tega sloga, pa mislim, da se bova tukaj Antiša najdla v eni kritiki, ki jo ti pogosto tudi na vašem podcastu LDGD izpostavljaš, ne? Ta mail Petri Sovdac Financ, ne? Kje si ti, mačka, imaš naslovnico zame, da malo pohvalim Goloba, sicer potem res ni dobil naslovnice v Financah, jo je pa dobil nekje drugje, na Siolu, ne? Tam imamo državni Telekom, ki mu vlada zagotavlja celo v tem mandatu dodaten denar s to storitvijo e-oskrbe, dolgotrajne oskrbe, ne? Ki potem to v bistvu nekritično povzame, oprem z bombastičnim naslovom, mi je pa odličen odziv novinarke Petre Sovdat, naše kolegice, ne? Ki je potem na X-u napisala takole: malokrat se zgodi, da se razumna javna oseba medijsko sama zadavi, še manjkrat pa se zgodi, da zraven zadavi še predsednika vlade. No, jaz mislim, da kar podpišem ta njen komentar. Ja, mislim, jaz sem tukaj mogoče majčkeno zadržan do tega. Jaz nikdar nisem preveč maral tega, da novinarji iz sebe delamo zgodbo. Jaz sem jo zmeraj tudi kot urednik, sem tako vedno zelo močno razmišljal, a zdaj je določena situacija, ko so bili neki pritiski in tako naprej, ne, ki so bolj ali manj stalni, si mislim, da na Financah so toliko bolj, ne. V zadnjem času, jaz sem bil zmeraj previden glede tega, ne. Tako da jaz tudi sam pri sebi, jaz ne vem, a bi se kot urednik za takšno potezo odločil, ampak okej, jaz spoštujem odločitev in Petre in Simone in Petra in tako naprej, da so s tem šli. Branost je bila nedvomno visoka in pač, ne, to je bila legitimna odločitev, tako bom rekel. Imaš občutek, da so nam s tem vendarle dali nek vpogled v to, kako tudi Golobov krog razume recimo medijsko neodvisnost, pa sploh neko delovanje države? Ali nisi videl te? Zato pa, oziroma veste, zato pa mi v bistvu ne rabimo zgodbe s Financami. Se je dovolj pogledati samo, kako se določene stvari pelejo, denimo na Siolu, ker je bil že omenjen, ne. A veste, na Siol je bila kolegica pripeljana iz nekih PR vod, ne vem, ki je pač tam zato, da bolj kot ne propagandno dela stvari. V bistvu visokoprofilno propagandno, visokoprofilno v smislu, da
se vrstijo visoki predstavniki vlade, kjer povedo, kako in kaj. Ne? Tako da ni treba financ gledati, pogledamo samo Siol, recimo, lahko. Ja, zdaj ostanemo še nekaj časa pri tej propagandi, ne? Pa gremo, bi ti še na Joca dodal. Hotel sem na Joca, sem še to reči, no, da v smislu razumem ga, da se je potegnil nazaj, ker je klub završalo. Mislim, pač menda je Kostršenje gnezdo noter, vsaj neuradno, uradno sicer kažejo lepšo podobo in da pač se Jocu tudi ne nazadnje nekoliko maje stolček, ali se mu bo res zamajal, ali ne, drugo vprašanje. Ja, skratka, na Pop TV je ponudil, na Pop TV je ponudil zdaj članstvu v SBC-ju premislek o svojem mandatu in slišati je, to sva neuradno v bistvu zvedla danes pred tem snemanjem, da se mu obeta v bistvu poziv k umiku, bomo pa videli, ne. Zdaj, ko smo pri teh kampanjah. Kar se mogoče, če smem samo še to, ne, če bi pa imel za izbirati, komu bom prisluhnil, ko ocenjuje vladno politiko in recimo, a bo to Joc Pečečnik, ki je nedvomno uspešen podjetnik, a pa recimo to Mojmir Mrak, profesor ekonomske fakultete, ki je kritičen, kadarkoli je vprašan o tem, je kritičen do vladne ekonomske politike, potem bi se vedno odločil za profesorja Mraka. Ja, se popolnoma strinjam, ja. Zdaj, če pogledamo naprej, vladna v bistvu kampanja, ne? Dva projekta smo videli v zadnjem tednu nekako, ne? Oziroma oba se vlečeta že več tednov. Ne? Prvo, Ukomova ponudba, ne? Kjer bi nekako 40,000 evrov dal na razpis za promocijo dosežkov vlade. Se pravi, dobesedno ki bi se končala, oba projekta se končata 18. februarja, en dan pred volilno kampanjo, ko veljajo v Sloveniji drugačna pravila, torej pač same politične propagande. Torej prva stvar, Ukom, ki je hotel ponuditi medijski zakup, raznim, ki bi se prijavili na razpis, 40,000 evrov vladnega denarja bi šlo, za promocijo dosežkov vlade, pri čemer ne nazadnje imamo že tudi situacijo, ko smo ponavljali referendum zaradi vladnega angažmaja v kampanji, res pa je, da to je čas pred kampanjo. In na drugi strani projekt Slovenija naprej, se pravi, Gibanje Svoboda je zato, da bi se nekako, vsaj tako se zdi, izognilo temu, da grejo oni ven svojim. Brandom so naredili zdaj neki nov brand, Slovenija naprej, za katerega večina ljudi niti ne ve, da je to v resnici brand Gibanja Svoboda, šele če greš, če na teh plakatih, ki jih je zdaj Slovenija polna ob rasti bruto plače in podobno, poskeniraš QR kodo in greš nek kolofon strani gledati, piše, da je v ozadju Gibanje Svoboda in spet, da bodo oglaševali do 18. februarja te dosežke vlade, spet en dan pred začetkom kampanje. To je meni ta vidik zanimiv, kako se pravzaprav tukaj vemo, da vse stranke že s plakati nagovarjajo že mesece in da je to prednost, ker ni reguliran ta denar iz volilne kampanje, kot bo potem tista zadnji mesec, ko bo vse podvrženo potem računskemu sodišču, pa vendar, ne vem, če smo že kdaj imeli tako eklatanten pravzaprav zlorabo teh... Tukaj bi jaz dodal... Jaz si upam to kar zelo kategorično trditi. Mi čemu takemu, kot smo priča zdaj, še nismo bili priča. Se pravi, včasih, jaz sem strpa, v starih časih, bom rekel, se je točno vedlo, če so bile volitve 15. se je, 15., 14., 16., ne vem že kdaj, so se te stvari lahko začele dogajati. Se pravi, lahko so šli jumboti, lahko so šli radijski, televizijski oglasi in tako naprej. Zdaj, mislim, da nismo bili priča še, vsi mi gledamo te Štrancarjeve jumbote, gledamo že kaj, eno leto vsaj, ki so zelo politično sporočilni, imajo pač svojo estetiko prepoznavno, imajo svoja sporočila, so kritični do vlade, vsi se pa delajo, da to ni v funkciji predvolilnega komuniciranja. Jaz bi dodal sam še par tehnikali. Prej si govoril, Peter, o tej Slovenija naprej. Prvič, mene zanimivo, sem naredil seveda cel ta eksperiment, šel s QR kodo na spletno stran, pogledal, prvič geslo, potem tipografija tam, vse mi deluje tako, da če si bežno politično izobražen, bolj površno, rečeš pa se, to je neka desničarska propaganda. Zdaj v bistvu ne znam
si odgovoriti na vprašanje, ali to resno ne gre Gibanju Svoboda, ne, ali pa celo želijo na nek subverziven način, ne, prepričati, da to ni njihova kampanja in na ta način še bolj po kapalki dati neke dražljaje volivcem, ampak tehnikalije, ne, se pravi, portal Informer uradno zakupuje te jumbo plakate, za portalom Informer je potem podjetje DC Limited, ki je v tem mandatu dobilo okrog 130 tisočakov od GEN-I-ja in od Darsa. Zanimivo pri tem podjetju pa je, da je v kakšnem prejšnjem mandatu sodelovalo tudi stranko SDS, menda s fake profili na omrežju X in podobno, torej celo isti izvajalec za dva smrtno sprta akterja znotraj duopola, ne? In še neki, moja prva misel ob tej Ukomovi kampanji za 40 tisočakov je pa bila to. Kako vulgarna je ta stvar, ne, pomisel na takšno kampanjo ob tem, kakšen državni in paradržavni denar gre že itak k Martinu Odlasku, k Stojanu Petriču, na portal 24ur.com, kako gre po obvodih denar iz Telekoma na Siol, kako gre po obvodih denar iz Darsa in GEN-I-ja, ne, skratka, zakaj za vraga še 40 tisoč evrov iz vladnega urada za komuniciranje, ne, in kle bi še enkrat v tem istem članku, ki smo ga prej secirali na Financah, napisali so, ne, da ker zdaj umikajo, ker vlada umika pač to kampanjo Ukoma za 40 tisočakov, bo očitno kampanja potekala obvodno, kot nam to kaže primer Joca Pečečnika, ko torej nekdo pokliče mačko, če ima še kakšno naslovnico prosto za reklamo, ne. No, sej, mislim, tukaj moramo pa tudi vedeti, ne, da tukaj nedolžnih ni, ne, bom rekel. Prej Absolutno, ja. Vidva sta omenila Gibanje Svoboda, jaz sem omenil Štrancarja, podjetnika, SDS, recimo, jaz se vozim razmeroma pogosto iz Ljubljane v Koper in nazaj, oziroma iz Kopra v Ljubljano in nazaj. Tam je točno se ve, ne, eno mesto tamle na pragu Primorske, ne, tam, ne vem čisto točno kje, no, ampak je. Skratka, se točno ve, da tam so sporočila SDS-ova gor, ki pač nekaj preračunavajo, primerjajo in tako naprej. In tako naprej. Skratka, tukaj, to se mi zdi pomembno, no, da tukaj smo priča enemu razgradnji, ne bom rekel razpadu, ne, ampak aktivni razgradnji doslej veljavne ureditve političnega komuniciranja v času pred volitvami in jaz mislim, da je čas, no, da ali to popolnoma liberaliziramo in smo lahko od prvega povolilnega dne naprej priča novi volilni kampanji, ne, ali pa da, ne, in jaz se malo bolj k temu nagibam, ne, da te stvari ponovno ostro zamejimo in po potrebi tudi sankcioniramo. Zdaj, meni je zanimivo, recimo, jaz se spomnim, jaz sem bil v Združenih državah Amerike leta 2012 poleti julija. Ne? To je bilo približno slabega pol leta pred volitvami, ko je potem zmagal Barack Obama novembra 2012. Ne? In jaz sem doživel takrat nek tak kulturni šok skoraj, ne? Ker je bilo julija, torej 5 mesecev pred volitvami, ne, vzdušje praktično tako, kot sem ga jaz bil vajen iz Slovenije, recimo 3 tedne pred volitvami. Se pravi, vsak dan je bila v časopisu sveža anketa, vsaka druga zelenica je imela napis, ne, a podpirajo Obama ali Mitt Romneyja, ne, mislim, da je bil takrat proti kandidat, ne, in na televiziji polovica oglasov je bila že političnih, to neka taka res histerija je že bila julija. Ne? In sem rekel, ne, to 15 let približno je trajalo očitno, da smo prišli od tega, recimo, ko je bilo v Ameriki to, ne, do tega, da je v Sloveniji, ko smo praktično od novembra recimo spremljam jaz te plakate različnih političnih strank. Ja, jaz bi se pa celo strinjal z Antišo, da sploh ne znam določiti, kdaj točno se nam je ta kampanja začela v bistvu, ne. Pa še nekaj je, ne, a veste, s tem ni nič narobe, bi jaz rekel. Nič ni narobe, če bomo mi to tako, Peter, kot si opisal, kako je bilo v Ameriki, ne. In tudi stvari ne smejo biti v družbi, nasplošno stvari ne smejo biti nepremakljive, ne. Mi se tukaj ne pogovarjamo o aksiomih. Jaz bi spomnil v tem primeru na recimo nekoč veljavno ureditev, da se v zadnjem tednu pred volitvami ne smejo objavljati javnomnenjske raziskave. Jaz moram reči, da tega nikdar nisem razumel in me veseli, da je bila zadeva spremenjena. Tako kot nikdar v resnici nisem razumel
koncepta predvolilnega molka. Meni se No, zmeri zdelo tako- tukaj se pa spet strinjam s tabo. Ja. Tukaj, to se mi je zmeri zdelo tako mečkan podcenjujoče do inteligence povprečnega vsakokratnega volivca, ki je verjetno sposoben si oblikovati mnenje, ne glede na to, a bo zdaj tisto reklamo videl, na volilni dan ali je ne bo videl. Ne. Tako da jaz močno podpiram pobudo Roberta Goloba, ki jo mislim, da na enem koalicijskem vrhu, mislim, da je bilo pred 3 tedni, enim mesecem, napovedal razpravo o možnosti ukinitve volilnega molka, kot ga poznamo zdaj. No, jaz recimo imam tle pa drugačno mnenje od vaju, zakaj se meni zdi pa volilni molk smiselen. Ne? Bom rekel, to, da imamo volilno kampanjo striktno en mesec, se tudi jaz strinjam, da po moje ima določene tudi omejitve, ki niso smiselne, ampak recimo volilni molk, sej plakate, ki so, in reklame, ki so, in objave, ki so bile do petka dane, boš ti lahko tudi v soboto pa v nedeljo pogledal, ker tam so dane, objavljene. Namenjeno je pa to po moje temu, da pač ti lahko greš v miru oddati svoj glas, ne da te pred voliščem, recimo, če karikiram malo, spremljaš palir ljudi, ki se dere nate vsak svojo propagando, pač še tistih 5 minut, preden obkrožiš. To se mi zdi, da je nek civilizacijski okvir, ki je smiselen, v smislu v nekih razumnih mejah, seveda, ampak to, da recimo daš človeku po intenzivni volilni kampanji, kar vsaka naslednja se zdi je bolj, to se mi zdi smiselno. Po drugi strani je pa ta recimo omejitev, da bi rekel, zdaj pa, da stranke ne bi smele dajati ničesar, pravzaprav v javnost, razen en mesec pred volitvami, se mi zdi pa tudi vprašanje, kje je pol meja, v smislu zdaj, kaj je zdaj informiranje, kaj je politična propaganda, nazadnje strankam pol ne preostane niti prav veliko drugega, še posebej takim, ki jih recimo pač mediji mogoče ignorirajo, oziroma pač kje je pol ta meja, zakaj recimo jumbo plakat ne bi bil sprejemljiv eno leto sred mandata zaradi mene, ne vem, kje na socialnih omrežjih bi pa pač lahko izražali mnenje. To je pač jaz vidim kot neke te jumbote, pač nenazadnje tudi Štrancarjevi, ki si jih omenil, nek način izražanja mnenja, koliko je posrečen, pa pač lahko debatiramo, ampak morda ne najbolj, Ja, jaz bi rekel, prej je že žogo na 11 metrov, ko postavil Antiša v smeri SDS-a. Gremo naslednja tema, torej Tamara Vonta nad nezakonito financiranje SDS preko Nove24, sistema teh medijev, ne samo televizije. Skratka, če na kratko povzamem, nekako tako, denarni tok od Telekoma Slovenije v ta medijski imperij. Govorimo o 131 tisočakih od 2020 do 2022 za Žana Janšo, torej za sina bivšega premijeja. Potem imamo tukaj še 2 urednika, Borisa Tomašiča in Jožeta Biščaka. Zdaj, jaz se vprašam, ob tem, da se mi te prakse absolutno zdijo sporne, se vprašam, ob stališču, ki ga ima Robert Golob, do ugotovitev KPK, ko je sam rekel, ja, to je 2 meseca pred volitvami, se pravi, gre za politični pogrom, kakšno težo imajo potem ta razkritja, ker tudi tukaj vmesno poročilo ni po naključju pač zdaj, ta preiskovalka je začela kmalu po začetku mandata in zdaj je v velikem predvolilnem finišu, na nek način nas pa poslanka Vonta prepričuje, da njeno poročilo pa nima zveze z volitvami, ampak je to neka neodvisna strokovna preiskava. Najbrž tudi v tem primeru ni čisto tako, Povsem naključno to seveda ni, To se lahko nehamo slepiti, To ni naključje, da je to tik pred volitvami, 2 meseca, niti ne 2 meseca, Če se lahko sprašujemo, a je kakšna obravnava, ki je umeščena tako tudi strateško tik pred volitvami ali pred nekim referendumom in tako naprej, se lahko sprašujemo tukaj, pa jaz mislim, da tukaj prav velikega dvoma ni, da je to v funkciji volilne razprave. Jaz tukaj ne bi bil
pravzaprav ne bi niti dvomil v to. No. Mislim, jaz bi tle ločil. Zdaj, prvo se mi zdi za ločiti dve stvari. Eno je KPK, drugo je ta preiskovalna komisija. Ne? Preiskovalna komisija je bila od samega začetka, na začetku mandata ustvarjena kot neke vrste maščevanje pač prejšnji koaliciji, zdajšnji opoziciji, ne? Strani pač novo izvoljene garniture, ki je prišla na oblast. KPK je neka vseglih pač karkoli si domislil o njej, bolj neodvisna oziroma bolj neka strokovna inštitucija. In timing komisije je diktirala Tamara Vonta, oziroma predtem še recimo Mojca Šetinc Pašek v veliki meri. Seveda so recimo v Novi Sloveniji pač zavlačevali, pa niso recimo dali komisiji tistih podatkov, ki jih je zahtevala, ne? Ampak v glavnem pa komisija dela, pa sklicuje se pač po urniku kot predsednica to vodi. Medtem ko je pri KPK-ju dejansko šlo za zavlačevanje predvsem Goloba in Zdolška, ki sta izločala vse po spisku, ne, iz teh senatov in potem zavlačevala z različnimi postopki in se jim je pač zgodila, bi rekel, celo morda smola, da zadeve nista zavlekla čez volitve, ampak je prišla ven pred volitvami. Ne? Tako da to je ena razlika. Druga stvar, ki pa je, mi je pa zanimiva to, ne, ta komisija Vonta se je lotila nekega sorazmerno benignega. Mislim, zdaj govorimo o Novi 24 TV, ki je očitno strankarski medij, ne, se pravi celo odkrito, bom rekel, transparentno strankarski medij, ne, ki upravlja z bistveno manjšimi vsotami kot recimo manj transparentno strankarski mediji, ki smo jih prej omenjali, ne, od Siola naprej. Ampak ne, mi se zdaj ukvarjamo prav z 3 posamezniki, zdaj, ki lahko ugibamo, ne, in rečemo, ja, verjetno so dobili pač zaradi svoje pozicije nek denar, ampak govorimo o res drobižu. Ne. To me spominja na bančnega roparja, ne, ki bi oropal banko in potem, ko bi bežal ven iz banke, ne, bi se spotaknil čez kurjega tatu, ki se je skril, ne, tam pod ta napušč od banke, ne, in bi pol on tega tatu zgrabil, ne, in ga javnosti prinesel in rekel, evo, lejte, najdu sem kriminalca, ne, ob tem, da bi hkrati imel v roki vrečo, torbo z denarjem iz sefa banke. To me nekako tudi, ko govorimo o teh zneskih, ne, ki jih preiskuje, ali pa zneskih, o katerih se pogovarjamo na drugi strani, pri Gibanju Svoboda, mi je nekako ta primerjava in ja, se strinjam, ne, da gre za sporno prakso, ampak faktori so zanimivi. Ne. Mislim, pri tej stvari, če smem, veste, delati utvare, da bo v novi politični konstelaciji kaj drugače, je naivno. Jaz mislim, da tudi vsaka vlada, ki je doslej bila, je imela podjetja, kot je Telekom, pa še kakšno drugo, za zelo priročen bankomat. In ta stvar je seveda povezana s tem zmedenim ali zmešanim ali sprevrženim občutkom, kaj pravzaprav se v neki javni službi sme in kaj se ne sme. In jaz mislim, da je razprava, ki jo mora, in to je globoka razprava, ki jo mora politika med sama sabo spraviti, mogoče enkrat za spremembo, da se ne ukvarjamo toliko z dogodki iz druge svetovne vojne ali morda še celo pred njo, ampak da se ukvarjamo s stvarmi, s katerimi se potem pomemben del poslancev, ne, vsakič znova v novih preiskovalnih komisijah ukvarja, zato uporablja čas, energijo, denar, intelektualni angažma in tako naprej in tako naprej. Mi smo imeli Anžeta Logarja, ki je preiskoval Novo Ljubljansko banko, mi imamo zdaj Mojco Šetinc Pašek in zdaj Tamaro Vonta, ki počneta to na primeru medijev. Z mediji se je že prej ukvarjala današnja veleposlanica na Dunaju, Melita Župevc in tako naprej in tako naprej. Mi zmeraj za nazaj nekaj preiskujemo in že vnaprej, ko je komisija ustanovljena, lahko z veliko verjetnostjo napovemo, da zadeva ne bo dočakala končnega poročila. Ne? Ja, to je politični teater, ki v veliki meri ne služi ničemur, medtem ko se o ključnih stvareh, kako se razlogom, zaradi katerega nastajajo potem preiskovalne komisije izogniti, o tem se pa ne pogovarjamo. Ja, sej to je fino, 100 jurjev tukaj, 100 jurjev tam potegniti. To je Antiša v bistvu ena ponarodela misel, ne, da če želiš da se ne preišče, ustanoviš preiskovalno komisijo. Ja, to je Winston Churchill rekel
100 let nazaj. Tako, Ne? zdaj, ko smo pri teh naših predvolilnih zadevah, preden gremo na kadrovske, smo za konec tega sklopa prehranili, po mojem, stvar, ki ob Jocu Pečečniku ta teden v resnici najbolj odmeva. Jaz sem kar nekaj ljudi me je poklical, kaj pa ti misliš o tem. Skratka, veliko predvolilno dejanje, simbolno soočenje Anžeta Logarja in Nike Kovač na 2 oddajah, na Odmevih in na Pop TV. Zakaj gre, spet malo konteksta, zelo na kratko. Facebook profil Larsen Cven Food Truck, prehranjevalne verige, ki je zaprla svoje fizične poslovalnice, je pač preimenoval svoj profil, enega od svojih 2 profilov, v Demokrate. Profil je imel približno 21.000 sledilcev in Nika Kovač, Jaša Jenull so se odločili, da ker je to član vodstva Demokratov, ta podjetnik, ki je lastnik Larsen Cvena, da gre v bistvu za brezplačen prenos blagovne znamke mimo pogodb in zato so Demokrate prijavili na Računsko sodišče. Jaz preden ta spektakel televizijski pokomentiramo, predlagam, da pogledamo en klip. Itak mislim, da smo vsi 3 to gledali, pol pa nadaljujemo. Zakaj se mi zdi to problematično? Prvič, zaradi tega, ker je to absolutno nemoralno. Nemoralno je to, da so ljudje všečkali profil Larsen Cven in hamburgerje in naslednji dan dobili servirano stranko Demokrati. Jaz sem danes poskušal najti Facebook stran Larsen Cven Food Truck, pa je ni. Ker ste jo zbrisali v petek. Ne, jaz nisem, zaradi tega, ker sem že jasno povedal, da se meni to vrstno nabiranje glasov ne zdi primerno. Tukaj ste zdaj lagali, niste bili pripravljeni, samo da povem do konca, niste bili pripravljeni tudi opozoriti na laži vašega političnega sopotnika Janeza Janše. Določali boste naslednjo vlado, določali boste, ali bo naslednja vlada avtoritarna z Janezom Janšo, ali bo naslednja vlada demokratična. Razumem to načelnost, ki je pri tem. In jaz sem vesel, da je Inštitut 8. marec danes to dal na Računsko sodišče, ker sam verjamem v institucije pravne države in jaz razumem, da je veliko nezaupanje za vsako novo politično konkurenco in tudi sprejemam, da je bistveno ostrejši nadzor. In sem v bistvu tudi vesel, da je. Če se jaz odločam, vas volim, bi rada vedela, boste sestavljali vlado z Janezom Janšo? Če bomo mi sestavljali vlado, sem že večkrat povedal, da bomo najprej poiskali partnerja malce levo, zmerno levo od sredine. To sem že večkrat povedal. Potem pa ostale politične stranke, ki bodo podprle program Uspešne Slovenije. Saj to je bistvo. Ne bomo prišli skupaj. Najlepša hvala obema, da ste bili na svoje naša gosta. Skratka, Antiša, tukaj so teorije bile različne, ljudi, s katerimi sem se pogovarjal. Eni pravijo, Logar je naredil napako, pa je šel v prime time buildat Niko Kovač. So pa tudi obratna mnenja, da je v bistvu Nika Kovač dala s tem nastopom legitimiteto Logarju kot velikemu playerju po teh volitvah. Kakšen je tvoj pogled na tole zgodbo? Mogoče za začetek, takoj za začetek digresija. Tisto, kar mene pri tej stvari zabava, da se v tolikšni meri ukvarjamo s Facebook profilom. Facebook je, znajo mladi povedati, to je za stare. Ja, res je. Če hočeš mlade nagovoriti, ne hodi na Facebook. To je prva stvar. Druga stvar, če bi, kot je rekla Nika Kovač, če bi mene zanimajo hamburgerji, dobil bi pa Anžeta Logarja, pač se je zelo preprosto. Mislim, da še zmeraj z 2 klikoma unfollow, unlike, ne vem, karkoli že je, in si se posloval in zdravo. Tisti, ki so večkrat bolj upeljani v algoritme, tudi pravijo, da stvar že zdavnej ne deluje več tako, kot smo si nekoč predstavljali, da potem, če ti nekaj slediš, nečemu slediš, da potem veliko tega vidiš. Skratka, to je glede tega. Kar se pa tiče dvoboja, pri OK hamburgerju, je pa tako, jaz po eni strani Anžetu Logarju štejem v dobro, da je šel, po drugi strani vidim tukaj neko temeljno nesorazmerje. Anže Logar je tam nastopil kot predsednik stranke, ki gre na volitve. Tukaj je bila stvar jasna. Medtem ko je Nika Kovač tukaj nastopila z pozicije civilne družbe, zainteresirane v javnosti, vplivne civilne družbe, ki pa na volitvah ne bo nastopila. Jaz še zmeraj
kot politični opazovalec in tudi kot državljan, jaz še vedno Anžetu Logarju ne verjamem. Ne? Do trenutka, ko bo naredil prvo potezo. Ne verjamem mu zaradi tega, ker zadnja poteza, ki jo je naredil, je bila še v okviru Janševe vlade kot minister. Potem se je od te grupacije kot drugovrščeni na predsedniških volitvah odmaknil in zdaj pelje svojo zgodbo. Ne? Jaz razumem, da seveda ni imel izvršne moči vsa ta leta, se pravi, to so zdaj kaj? Skoraj 4 leta, 3 leta pa pol, ne? Jaz to razumem, ampak kot rečeno, ne, glede na to, pri čem vse je Anže Logar sodeloval kot minister Janševe vlade, mu bom začel verjeti šele, ko bo potegnil prve poteze. Ne. Do takrat imam, bom rekel, do njega nek previdno indiferenten odnos. Bolj nagnjen k malga še mej na distanci, kot pa sej kul dečko. Ne. Pa lahko, da jaz ga osebno ga ne poznam, lahko, da je prijeten, ne, ampak več od tega pa, kot rečeno, ko bodo govorila dejanja, ne pa besede. Ker, a veste, on danes govori vse, kar moraš v Sloveniji govoriti zato, da si na volitvah uspešen. Ne smemo se kregati, moramo kako se reče, združiti dva bregova, šel bom, če bom imel možnost, najprej na nasprotni politični breg in tako naprej. Treba je dati gospodarstvu priložnost. Vse, kar moraš reči, to je, a veste, to je seznama, ne? In to jaz danes podpišem takoj, ne? Ampak seveda, ne, pretekla dejanja so, kakršna so bila, o prihodnjih bomo pa lahko sodili, ko jim bomo priča. Ja, mislim, pri tej zgodbi mi je najbolj smešno to, da to je najbolj bagatelna zgodba tega tedna, se mi zdi od vseh, ki smo jih komentirali, ne, ampak je dobila nekako največ pozornosti. Ampak moja razlaga, zakaj? Čustveni naboj pa ima ta zadeva. Ja, absolutno. Ne. Druga stvar, kar se tiče, ja, absolutno, ne, včasih je veljalo to neko pravilo, bom rekel, da se politiki soočajo s politiki, ne, oziroma vsaj, da ko pripravljaš oddajo, ne, nekako daš ti sogovornike, ki pač so relevantni sogovorniki. Mislim, da ne, je na prvi točki Nika Kovač v tem kontekstu, se sprašujem, kje je sploh ona relevantni sogovornik, ne? In zanimiva mi je ta tudi paradigma, ne? V smislu, ali boš demokratičen, ali boš pa desen, ne? V smislu, kot da mi zdaj desno a priori že kar smatramo, da to je pa nekaj nedemokratičnega, to je pa, ne, mislim, v demokratičnih volitvah, kjer nam vlada aktualno leva vlada, ki izvaja izrazito bolj, po mojem mnenju, celo nedemokratične prijeme, kot jih je izvajala njena predhodnica, ne? Ampak poslušamo pa še danes bistveno več o domnevnem zaplinjanju Ljubljane, ki je za moje pojme pač smešno v primerjavi z tem, kar recimo po policiji hara Robert Golob, ne? In se zdaj v bistvu norčuje iz KPK-ja, ki ga o tem opozarja. Ne? Ta paradigma mi je tudi po svoje smešna. Ne? Zdaj, jaz imam kle en tak pogled na tale dvoboj, ki je rekel Antiša, ki me prav zanima, bi ga testiral prvama dvema, kaj mislite o tej moji tezi. Skratka, jaz sem prepričan, da s tem, mislim, da torkovim soočenjem je vsak v tej zgodbi dobil natanko tisto, po kar je prišel. Skratka, Nika Kovač na velika vrata na pravi strani zgodovine vstopil v predvolilno kampanjo. Videli ste, kako je vprašanja o Facebook profilu hitro pretvorila v vprašanja o Logarjevi preteklosti v SDS-u in s tem, s kom bi sestavil naslednjo vlado. Ne? Potem Anže Logar, ne, pa je na drugi strani dobil legitimiteto Nike Kovač, ki je v tem soočenju izrekla, da je on tisti, okoli katerega se bo odločila barva naslednje koalicije, kar po mojem Logarju tak komentar izključno godi. Ne? Segmentu volivcev, ki jih nagovarja, ki prav Antiša, da dela vse po seznamu, ne, teh ključnih besed, ne, je pa pokazal sebe v spravljivem, nenapadalnem, umirjenem tonu, ne, čeprav je imel, se strinjam, Niko Kovač na pladnju, recimo glede moralnosti, nemoralnosti, že samo s tem, da bi očital, da je bila pri Jankoviću in Golobovem KPK tiho, ne? Ampak sem prepričan, da tega sploh ni želel narediti, ne? In ves čas je gledal sogovornico v oči, rekel, da ceni njeno iskrenost, načelnost, avtentičnost in tako naprej, ne? In na koncu dobil še simbolno rokovanje
z Niko Kovač v prime timeu, kar se recimo z Janezom Janšo nikoli ne bi moglo zgoditi. Ne? In jaz mislim, da če je ena podstat pri njem, ključna beseda sodelovanje, druga pa ta simbolna ločitev od Janše, ne? Kaj več, kot da se je rokoval na Pop TV-ju z Niko Kovač, ni mogel pokazati te simbolne ločitve od SDS-a, medtem ko pa sta še to, po moji tezi je tudi Janez Janša dobil od tega soočenja natanko to, kar je hotel, ker zdaj to sliko rokovanja kaže kot strašilo svoji bazi, da mu ne bi slučajno kdo iz SDS-a zalutal na volilno nedeljo k demokratom. No, pa me zanima, kaj boste rekla. No, jaz bi tukaj morda samo še mogoče izostril svojo lastno pozicijo. Jaz mislim, da ni nič narobe s tem, da ima civilna družba, da ima močno vlogo. Nasprotno, civilna družba mora imeti močno vlogo. Jaz samo nisem čisto skupnega imenovalca v tem soočenju najdu med vplivno in pomembno predstavnico civilne družbe na eni strani, na drugi strani predsednikom ene od tekmujočih političnih strank. Kar se pa tiče, tukaj pa mislim, se ne morem strinjati, kar se tiče zaplinjanja, jaz, Peter, mislim, da seveda ni bilo domnevno zaplinjanje, ampak pač, kako se reče temu, solzivc na ljubljanskih ulicah je bil, tukaj ni nobenega dvoma o tem. Ne, sem tudi jaz bil takrat na ulici, sem ga videl, ampak hoče reči, situacija, ki je bila takrat, je bila pa v smislu, imeli smo pa dogodek, največji diplomatski dogodek v Ljubljani, v zadnjih 20 letih, mislim, da po obisku Busha in Putina, recimo, eden največjih diplomatskih dogodkov, in imeli smo protestnike, ki so javno napovedali, da bodo ta dogodek rušili. Videli smo celo situacijo, ko so, mislim, albansko delegacijo, tam malo da ne skoraj iz avta ven potegnili protestniki, ker je njihov avto zataval v neko napačno ulico. Se pravi, hoče reči, govoriti o zaplinjanju Ljubljane kot nekem totalitarnem dejanju vlade, jaz pač razumem to v prvi vrsti kot varovanje dogodka pred protestniki, ki so načrtno in to namensko takrat javno izrekli, da bodo ta dogodek sabotirali. To je tisto, kar jaz vidim, in zato mi je ta simbol tega zaplinjanja Ljubljane kot nekega znaka totalitarizma, pač se mi zdi netočen. Jaz bi dodal svojo opombo, da meni pač ta element vlade v tem varovanju, kot mu praviš, pa vendarle mi ne paše, da katerikoli, pa čeprav Aleš Hojs ali pa Boštjan Poklukar, notranji minister, visi v nekem komandnem štabu policije. Ne, to se strinjam, ampak hoče reči, imeli smo situacijo, ko imamo poškodovane policiste, nič poškodovanih protestnikov, in mi imamo zdaj tle znak represije. Pač očitno so ti protestniki bili nasilni, če imamo poškodovane policiste, pa nič poškodovanih protestnikov. To je tisto, kar se mi zdi pač, da tle se pozablja, za kakšno dogajanje je šlo in kdo je kaj v resnici na tem dogodku počel. Če bi tam šlo za mirne demonstracije na Trgu Republike ali kjerkoli, mislim, da ne bi bilo potrebno nikogar zapliniti. No, mislim, tudi ko so bile mirne demonstracije, so robokopi odnašali ljudi, bralce ustave. To je prva stvar. Druga stvar, policijo imamo zato, da take stvari predvidi in po potrebi dogodek organizira v Portorožu, na Bledu, v Mariboru, v Celju, v Žalcu, na Jesenicah, kjerkoli. Vem, zveni absurdno, mečkam tudi pretiravam, seveda, ampak v ta namen imamo mi, Brdo pri Kranju. Ampak ampak recimo da ne bomo zdaj se mi pogovarjali o dogodkih izpred zdaj že 6 let, ali pa 5. Res je. Ampak hočem samo to, recimo, se policija recimo to predvidela in zato zaprla Trg Republike in bralci ustave so šli točno čez ograjo na točno tisti kraj, ki ga je policija zaprla. To je ta, se mi zdi, ti lahko bereš ustavo kjerkoli, ampak glih tam, kjer je pa policija zaradi nekega varnostnega tveganja postavila ograjo, pa mogoče res ne. To je tisto, kar se mi zdi. No, ampak, bi tudi jaz predlagal, da gremo iz predvolilnih na kadrovske zadeve. Zdaj,
Kaj se spreminja? Ne? Po zadnjem medsebojnem srečanju sta v bistvu premier Golob in predsednica Pirc Musar sporočila, da obstaja zdaj veliko večja verjetnost, da bosta vsaj guverner in ustavni sodniki potrjeni v državnem zboru, medtem ko seveda pri varuhu oziroma varuhinji človekovih pravic tukaj manjka vsaj NSI za dvotretjinsko večino. Zdaj spet različne teorije. Po eni, ki jo slišim, ne, da naj bi Nataši Pirc Musar ustrezalo celo, da premier postane Janez Janša oziroma da dobimo desno sredinsko vlado, ker je potem do predsedniških volitev 27 ona ta prvi obraz nasprotnega kontrapola, ne, kar bi bilo morda dobro za njeno reelekcijo, pa do teorije o tem, ne, da politika zadnje tedne, mesece gleda neke druge ankete in sondaže javnega mnenja in da so na levi sredini vsled teh rezultatov ugotovili, da preprosto morajo strniti vse vrste pred finišem kampanje. Kaj pravite? Jaz dvomim, da predsednica špekulira o tem in celo morda dopušča, da bi bilo z Janezom Janšo na čelu izvršilne veje oblasti lažje kot z Robertom Golobom. Namreč Janez Janša je bistveno bolj prekaljen, bistveno bolj izkušen, bistveno bolj prebrisan, da tako rečem, kot je to Robert Golob. Ne? In njej bi bilo kvečjemu težje, ne? Z Janezom Janšo. Ne? Jaz rad rečem, da je on res v tem trenutku, si upam reči, edini pravi hardcore politik v tej državi. Hardcore v smislu preizkušenosti, sposobnosti pogledati naprej, predvideti reakcije in tako naprej. Ne? Politiki sicer v Sloveniji so v veliki meri naturščiki, ne? Ki se tega posla šele učijo. Janez Janša je druga zgodba. Ne? Kar se pa tiče tega, da sta si v sodelovanju predsednica in predsednik do neke mere bliže, pa jaz mislim, da sta preprosto ugotovila, da se bosta morala in to opazovalci, taki in drugačni, že nekaj časa poudarjamo in ima v bistvu dobro namerno svetujemo, dajte se začeti pogovarjati. Ne? Ker, a veste, če se vstopi vsak na svojo stran, potem seveda nobeno tega ničesar nima, razen da lahko reče, ne bo tako, kot hočeš ti. Ampak zdaj, ne, a v resnici to hočeta, ne, da je njun edini izplen to, da blokirata unga na tisti strani, po mojem mnenju. Jaz bi se strinjal s tvojo oceno, celo dodal bi, mislim, da ni v interesu Nataše Pirc Musar desna vlada, no, da tukaj gre bolj, jaz to bolj vidim kot strah pred tem, da bi v resnici bila desna vlada in da se hitro poimenuje, dokler je še leva koalicija in leva Nataša Pirc Musar, da se ta imenovanja izpelje, ne, zato da ne bi slučajno potem desna koalicija na ta mesta pač izglasovala koga drugega. Ne. To se mi zdi, da je tukaj dokaj predvsem verjetno očitno, to velja za ustavne sodnike, še bolj kot za guvernerje. Še bolj kot za ustavne sodnike, ja, to vsekakor ustavno sodišče je pravzaprav tisto, kjer se zacementira, recimo zdaj, če potrdijo še te 3 sodnike, pravzaprav ne vem sicer kako, ker so bile neke te debate okoli tega Keršmanca, ne, koliko je on morda nekoliko bolj konzervativen, ne, ampak sicer se zacementira ustavno sodišče vsaj v 7-2, če ne celo 8-1, recimo, ne, po nekem tem nazorskem prepričanju, ne, v korist recimo neke leve strani. Ne. Tako da, in to za 9 let, mislim, da so 9 let mandati ustavnih sodnikov. Tako da jaz mislim, da predvsem ta računica je tukaj v ozadju. Jaz niti ne bi na to temo kaj dosti dodajal, bi pa se dotaknil, prej si omenil postopke Goloba pred KPK-jem, ne, kot še eno kadrovsko zadevo. Pred časom je naš novinarski kolega Aleš Kocjan prestopil iz Radia Slovenija v Senat protikorupcijske komisije in zdaj v bistvu na predlog odvetnika Zdolška v imenu seveda klienta Roberta Goloba je izločen iz postopka v zadevi Karigador, ki je tam še odprt, ker je v preteklosti javno izražal mnenja o zadevi Karigador. Ne. Zdaj, kaj reči v bistvu o tem? No, zdi se mi, absolutno se strinjam s tabo, Peter, da izločanje je služilo tudi časovnemu obvladovanju tega postopka, ne, in zdi se mi, glede na to, da je zadeva Bobnar v veliki meri že
zrelativizirana in izparela pred to kampanjo, ne, da se verjetno zadeva Karigador, ki je bolj banalna, kjer gre dejansko za spanje v vikendici nekega poslovneža, ki potem z mandatom vlade dobiva javne funkcije, ne, tudi pač menja vlada po njegovem okusu nadzorni svet in podobno v zasebni družbi, verjetno bolj enostavno dokazljiva, tudi ljudje bi jo verjetno malo lažje razumeli, kot roka roko umije, ne? Mislim, jaz razumem tle ta držo, v bistvu nerodnost, pravzaprav, da greš sploh imenovati nekega komentatorja, bivšega komentatorja zdaj, ne, oziroma novinarja na to mesto, ravno zaradi tega, ker pravzaprav vsak politik lahko najde nekje v zgodovini podcasta Umetnost možnega nek komentar, kjer se je recimo Aleš Kocijan do njega opredelil in potem je to razlog za izločitev. KPK senat ima 3 člane, 2 sta potrebna za to, da je lahko sploh neko veljavno odločanje in če je eden že a priori skoraj iz ogromnega števila primerov izločen, je treba potem izločiti sam še enega in si zadevo zaključiti do konca mandata praktično teh članov senata. No, to se mi zdi recimo tisto, kar je tle nerodno bilo pri odločanju, kdo naj sploh bo, recimo tukaj, zdaj pa ne vem, je to predsednica, recimo, ko je predlagala ga na to mesto, zgrešila, ali pa je to morda celo del, bom rekel, načrta, da se oslabi KPK. Mislim, jaz bi tukaj še, preden dava Antiši besedo, mogoče izrazil rahlo drugačno mnenje glede tega. Jaz mislim, da novinari, recimo po profilu v takšnih telesih, kot je KPK, smo ali pa so dragoceni tudi zaradi ene komponente, ki jo drugi profili v takšnih senatih nimajo, namreč kako neke odločitve teh institucij prepričljivo predstaviti, tudi terminsko recimo v javnosti, ne? Kakšne argumente navesti v javnosti. Po drugi strani bi spomnil, pa ne glede na to, da bo mogoče moj komentar v enem velikem delu javnosti kontroverzen, ampak Rok Praprotnik v nekdanjem Klemenčičevem senatu, ne? Ki je poskrbel za odmevni mnenji Janša Janković, ne, je danes, kolikor interno slišim iz uspešne NLB banke, eden najbolj zanesljivih in najbolj kvalitetnih ljudi v njihovem oddelku za skladnost poslovanja. To je, jaz mislim, da kar tako, ne, novinarje dati iz teh krogov ven tudi ne gre, ne. Ja, mislim, Aleš je to, kar se mu očita, on je preprosto opravljal svoje delo. On je imel mnenje in ga je povedal, zato smo novinari na svetu. In to pravkar počnemo tudi sami, ne. Da je bila pa poteza od Zdolška, odvetnika, predsednika vlade, seveda v funkciji zavlačevanja, o tem pa tudi, jaz mislim, da ne bi smeli biti dvoma, ne. Zdaj, vprašati se moramo, ali je stvar legalna. Če je odgovor ja, potem pač taka so pravila, a veste. In tukaj, ne, jaz si mislim, da je bilo Alešu Kocijanu, ki je prišel 3. januarja v službo in ga je pričakala pošta, ga je to presenetilo, ne? Ampak, a veste, to so pa to pravila igre, ne? Po katerih se igra. In Zdolšek je znan potem, ne, da pač izkoristi vse možnosti, ki mu jih pravni okvir dopušča. In ga zaradi tega jaz ne bi, on je lahko za nasprotno stran neprijeten, zoprn in tako naprej, ampak poslušajte, pravila so taka, kdo nasprotni strani brani, da je v tem smislu kreativna v tem, kako bo izkoristila pravni okvir, ki ga ima na voljo. Se strinjam, zato pa je tudi ista zgodba je nabiralnik Janeza Janše, ne? Če se malo pošalim oziroma drugače bom rekel, ne? Jaz mislim, da se v tem primeru pa Golob in Zdolšek ne smeta pritoževati, da je zaradi njunih manevrov, pa jih, se pravi, so legalni, v kampanjo, je pa pač zato padlo v čas predvolilne kampanje, sicer bi pa ta odločitev padla že leto pa pol nazaj, ne? Ja, nič, evo, če ni misli na to temo, gremo še v zadnji sklop, kar se notranje politike tiče, in ta je gospodarski. Na hitro pokomentiramo 2 zadevi, in sicer soočenje Mesec Gorenšček na Pop TV in Han Vrtovec na Odmevih. Jaz predlagam, da najprej pogledamo kratek klip in da potem pokomentiramo predvsem v smeri, ali se nam letos res obeta v kampanji, v kateri bo denarnica kaj bolj pomembna, kot je bila v preteklosti, no. Jaz sprašujem gospodarstvo, če ima recimo neko podjetje izvozno naravnano v predelovalni industriji, plač v svoji strukturi bilance med 20 in 30% in tukaj noter je mogoče 5% minimalnih plač, kako naj bi
dvig tako malega števila plač povzročil tako hude gospodarske učinke, kot pravijo. Dodatno je obremenila podjetja tudi z drugimi zakoni. To pomeni, če smo do 2023 lahko živeli z manjšimi obremenitvami, bi se dalo živeti tudi naprej. Ne čakajte na gospodarstvo, da bo s prstom kazala, kje naj država vzame, zato da bo financirala sebe in svojo razbohoteno administracijo. Torej 4 leta poslušamo samo obljube, nekoč bomo naredili družbeni dogovor. Glejte, konec je. Čas je za volitve in da se ljudem pomaga. Krščanski demokrati, vaši predhodniki in Združena lista socialnih demokratov sta bili nekoč skupaj v tako imenovani veliki koaliciji. A je mogoče, da sta tudi po teh volitvah na istih pozicijah, kar zadeva gospodarstvo? Gospod Han. Če se seveda Nova Slovenija približa levo-sredinski vladi, absolutno sem za. Gospod Vrtovec. Jaz s gospodom Hanom nimam težav sodelovati, ne. Problem pa je, ker v zdaj 4 letih delovanja SD-ja v vladi smo videli tudi strani vaših ministrov ogromno napak. Ne moramo pristati zgolj na povezovanje in sodelovanje zaradi same besede povezovanje. Ok, ta prvi izziv moj za vaju je torej, ali se nam kaj drugačna kampanja v smislu pomena teh gospodarskih ukrepov obeta, kot so bile pretekle, namreč vedno smo imeli, ne, že zelo dolgo imamo Janša, anti-Janša, tokrat se mi vendarle zdi, da prihaja do ene vsaj približne razlike, ne, se pravi tam Blaž Brodnjak nekaj na glas reče ministroma Boštjančiču in Mesecu, ne, in potem se tedne snemajo videi, ne, kjer mu odgovarjata, potem on odgovarja nazaj. Torej zdi se mi, da vendarle to gospodarstvo, stanje v denarnici pristaja malo više na agendi. Kaj pravita vidva o tem? Ti dam prednost, Antiša. Hvala. No, tudi če je, Mirko, odgovor na tvoje vprašanje pozitiven, ne opozorim, da to ne bo prvič, ne. Mi smo temu že bili priča in sicer leta 2004, ko je na volitvah zmagal Janez Janša. Takrat je bilo gospodarstvo ena ključnih tem, ki je določala tempo in teme v predvolilni kampanji. Naj spomnim, to je bilo tisto obdobje, ko je bila velika dilema okrog enotne davčne stopnje. Takrat so gospodarsko agendo trasirali gospodje, ki so se kasneje razšli, ne, Mičo Mrkajč, Jože P. Damijan, Igor Masten in tako naprej, ne, ta tako imenovani slovenski makroekonomski forum, ne, so bili oni. Problem je nekje drugje, ne, a veste, problem je, da tudi če bo to, kaj imamo, kot praviš, Mirko, v denarnicah in koliko nam ostane, tudi če bo to določalo, ne, agendo v času pred volitvami, to ni nobena garancija, nobeno zagotovilo, da bo to v naslednjih 4 letih, oziroma koliko do naslednjih volitev, določalo vladno politiko. Jaz si upam že zdaj napovedati, ne, da glede na to, čemu smo bili priča zadnjih kar nekaj menjav mandatov, ne, da bo najprej nova vlada, če bo radikalno drugačna od obstoječe, da bo najprej kar nekaj časa porabila za to, da razmontira tisto, kar dela sedanja vlada. To so že, recimo SDS je že napovedala, da bo ukinila prispevek za dolgotrajno oskrbo. Tako da jaz mislim, da tudi prav je, da se pogovarjamo o gospodarstvu, prav je, da se pogovarjamo o tem, iz česa bomo vsak mesec plačali račune, kako bomo prišli do stanovanj in tako naprej, kako draga je hrana, kako zdrava je hrana, kako zdravo je okolje, ne nazadnje, ne. Prav bi pa bilo, da bi potem after party bil tudi zelo after party, je pa obdobje mandata. Ja, govori se res v smeri revanšizma o marsičem, ne, tudi napovedi ukinitve SDH-ja, Dovosa in podobno, tako da to bo gotovo posrkali kar nekaj energije in časa, ne. Pa dvakrat se bomo obrili okrog sebe, bo četrtina mandata mimo. Ker najprej, da ti nekaj sesuješ, pa potem na novo postaviš,
vse skupaj zahteva roke in potem je lahko hitro eno leto, vmes so pa seveda še poletne počitnice pa božične. Ja, jaz sicer mislim, da takšnega revanšizma, kot smo ga videli na začetku tega mandata, je to, v bistvu zdajšnja vlada je dala pravzaprav bianko menico praktično, katerikoli naslednji, da počne to pa se strinjam, isto, pa potem še malo potencira, ne? To se mi zdi velik problem. Zdaj, kar se tiče pa, jaz mislim, da je nekaj ukrepov, je pa verjetno treba dejansko obrniti, ne? Ker v smislu pač tako hudega davčnega primeža, recimo, kot ga imamo, posebej še pri dohodkih, ne? Tukaj smo pa mi šli v tem mandatu v neke neslutene razsežnosti, ne? To je recimo to ena stvar in mislim, da se je ta občutek med ljudmi, predvsem v tem gospodarskem delu, ljudi, ki delajo ki so v podjetništvu, ki delajo v manjših podjetjih, ki to malo bolj razumejo kot mogoče javni sektor, da je ta, bom rekel, neko vrenje obstaja, ne vem pa, če ga je dovolj. No. Jaz mislim, da to je vprašanje v bistvu, da bi se zgodila neka resnejša sprememba, ne vem, če je tega vrenja dovolj in če se do to vrenje kanaliziralo v neko smer, ki gre v resnici v neko spremembo, ker mislim, da Slovenija bo rabila nek izhod iz zgolj tega duopola, ne? Se pravi Janša proti Golobu. Zdaj si mi v bistvu dal istočnico, jaz sem hotel ravno glede tega dela v Odmevih, ko je bilo omenjeno potencialno sodelovanje NSI SD v prihodnji vladi, reči, vaju tudi vprašati, ali mislite, da je to po volitvah mogoče. Moja ocena, recimo lastna, pa je, ne, da SD dejansko se počuti slabo že nekaj časa v tej aktualni koaliciji. Verjetno je tudi Matjaž Han po profilu vodenja stranke naklonjen iskanju partnerjev, recimo ravno pri NSI-ju, ne. Medtem ko imam pa na drugi strani pri NSI občutek tak, da če bo kazalo, recimo, ne, če bi po volitvah teoretično kazalo na izjemno podobno vlado, kot je bila ta, torej z Robertom Golobom kot mandatarjem in Levico kot pomembno programsko stranko, potem bojo gladko raje 4 leta v opoziciji, ne. Če pa bi kazalo na drugega mandatarja in morda, ne vem, Levici ne bi uspelo skozi vrata parlamenta, potem dopuščam za take stvari več možnosti, no. Jaz mislim, da NSI pa Levica v isti vladi biti ne morata, da se nobena od njiju ne bo podala v koalicijo, v kateri bi bila ta druga. Ne? In mislim, da je ključno, meni je čudno, da to ni nekaj normalnega, da se tam dobesedno Vrtovec pa Han tipata, a lahko morda izrečete, ne, da bi dobila pogrom z vseh strani, da sta pomislila na to, da bi sodelovala z nekom preko pola. Peter, če dovolita, sej tudi Rosvita Pesek je vprašala enega od njiju, ne, zdaj, kateri je bil, ne. Vse temu smo bili že priča in to pred 30 leti. Tako je. Združena lista in krščanski demokrati so bili, mislim sicer, ne, da med seboj nista imela, mislim, da je bil to primer, ne, ko je imela takrat LDS je imela podpisana 2 separatna koalicijska dogovora, na eno stran s krščanskimi demokrati, na drugo stran Združeno listo. Če se ne motim, je bil to ta problem, ta primer. Ampak hočem povedati, ne, v obdobju, ko je bil ta naboj komunizem, antikomunizem bistveno močnejši, to je bilo obdobje, ki je bilo po prelomnih volitvah 5-6 let morda, ne, pa je ta koalicija nastala, ne. Tako da jaz ne bi tako izključeval te možnosti, ki jo ti, Peter, kar precej odločno, ne, kot praviš, izključuješ, ne? Jaz izključujem možnost, da bi stranka Levica in stranka Nova Slovenija bili v isti koaliciji. Jaz mislim, da možno je, da bi Nova Slovenija s socialnimi demokrati šla v koalicijo, ampak v tej koaliciji potem ne bo Levice. No, Se Kordiš prav, da zdaj to so že vsi isti. Jaz sem prebral danes pred snemanjem, da se Kordiš dobiva s podjetniki, ker bi rad financiral kampanjo. To je šele afera. Ampak sam še to bi, glede tistega sodelovanja, ne, se mi zdi, da Nova Slovenija bo šla pa bistveno bolj previdno v to, ker do zdaj še nikoli ni bilo, razen Desusa, še nikoli nobena leva stranka ni sodelovala v tej, bom rekel, v večinsko desni. Ne? Se pravi, vedno so se, bom rekel, desne, govorimo o 90-ih, ne, v tistem času, ko so bili krščanski demokrati skupaj z Združeno listo socialnih demokratov v koaliciji, so vedno bili na desnici manjšinski partner oziroma tisti soigralec, ki je potem pač
bolj ali manj neuspešno uveljavil svojo politiko znotraj večinsko leve vlade in mislim, da so se iz tistega naivnega časa 90-ih, ko so politiko vodili v veliki meri entuzijasti na desni, ki niso imeli nekih hudih političnih izkušenj pred osamosvojitve, da so vendarle kadri, ki danes vodijo desnico, recimo Jernej Vrtovec, tipičen primer, torej nekdo, ki se je politično izobrazil od malega naprej v demokratičnem sistemu in bistveno bolj te politične prijeme razume, kot so jih recimo njegovi predhodniki v 90-ih. Tako da mogoče toliko, pa še ena zanimivost, Svoboda si je obrnila ploščo, tam je pa sploh zanimiva, in sicer omejitev 5 let po izstopu iz normiranih stroškov za samostojne podjetnike, zdaj sam Robert Golob priznava, to je bila napaka, to bomo odpravili, češ kot da je to neka stvar, ki jo ni vlada sprejela ona sama. To mi je zanimivo, pa da jo ni nihče opozarjal, to tudi. Moj občutek je zgodba normiranih SP-jev, če na kratko nekako naredim genezo tega mandata, da je bila v veliki meri se vrtela tudi okrog te averzije med zdravniki in med vlado Roberta Goloba. Govorili se je celo, da so te omejitve, ki so bile davčno bolj neugodno postavljene v tem mandatu, nek plod te bitke med Fidesom in aktualno vlado. To je en del resnice. Drugi del, ki ga vidim na nek način, če si posvojil socialno-ekonomski program najmanjše koalicijske stranke Levica, potem je bilo treba zganjati 3 leta in pol ta strah, ta konflikt proti kapitalu, proti zlobnežem, ki sicer zaslužijo 42,000 evrov na leto, ampak skušajo pač neto obdržati nekoliko več v žepu. Zaslužijo bruto prihodka 42. Recimo, sem na pamet rekel. In zdaj nekako ne razumem sicer, kako računajo, da jim bo ta obračanje plošče tik pred volitvami koristilo v očeh te iste publike, ki je dobivala s pasom po hrbtu 3 leta in pol. Nisem prepričan, ali je to res, za razliko recimo od božičnice in minimalne plače, ali je takšna poteza res neka volilna bombonjera, ki bi bila dobro sprejeta na drugi strani. Kaj praviš, Antiša? Jaz mislim, da je hvalevredno, da je gospod premier priznal svojo zmoto in napako. To sicer res redko počne, Sej zato to redko počne, tokrat je naredil, ampak v isti sapi bom pa nadaljeval, vprašajmo se, ali bi se to zgodilo, če ne bi bilo na koledarju 28. januar, volitve pa 22. marca, se pravi nepolna 2 meseca. Če bi moral staviti, bi stavil, to se ne bi zgodilo. Jaz mislim, da stavim mogoče na kratek spomin volivcev, morda nekaterih teh normirancev. Evo, ker smo zdaj že v zadnjih minutah naše epizode, poglejmo še v tujino. Tisto srednji dogodek, ki smo ga izbrali ta teden, je v bistvu streljanje na ulicah Minneapolisa. Agenti ICE ubijajo sredi ameriških ulic. Pogledali bomo kratek klip, pa potem rekli še vsak neko svojo sklepno misel na to temo. Poglejmo. Posnetki kažejo, da je 37-letni Alex Preti agente snemal s telefonom. Ko je skušal pomagati ženski, ki so jo agenti porinili na tla, ga je eden od njih po obrazu poškropil solzivcem. Vsaj 6 agentov ga je, ko je ležal na tleh, obkolilo. Nato je eden od agentov ustrelil 10-krat. This individual showed up to a law enforcement operation with a weapon and dozens of rounds of ammunition. A posnetki kažejo, da so agenti Pretija, ki je imel pištolo ves čas pospravljeno za pasom, razorožili, preden so proti njemu sprožili naboje. Evo, jaz bom na to temo za konc kratek in se bom v bistvu bolj kot na ta sam dogodek osredotočil na odziv Melanije, ki je v bistvu čist na koncu prišla redko videno pred kamere z nekim aktualno političnim v bistvu pozivom. Tisto, kar je mene presenetilo, je, da se v tej izjavi kratki ni v ničemer opredelila do samega dogajanja, tudi do te tragedije. Dala je politično izjavo, da je imel njen soprog uspešen klic z guvernerjem in županom,
pozvala k mirnim protestom. Zdaj, v preteklosti je bila ona ta ob Donaldu Trumpu, ki je z nekim človeškim vidikom mehčala, naprimer v kampanji Donaldova stališča do splava, ne. Tokrat je bil pa to suhoparen, hladen, popolnoma nečustven politični poziv k umirjanju napetosti in pomiritvi strasti, brez kakršnekoli moralne komponente, in mislim, da je to neka novost v nastopanju prve dame ZDA. No. Tako sem jaz to dojel. Ja, Antiša, imaš ti kakšno? Mislim, meni je to grozljivo. Ne? Jaz sodim v to generacijo po vojno, seveda, tako kot vidva, ne? Jaz moram reči, da je to, čemur smo priča zdaj, ne? Mi smo bili namreč vzgojeni, da je ameriška družba, da je to družba, ki je utemeljena na nekem tem sistemu checks and balances, robustna demokracija, da se ve, kaj ja, kaj ne, in tako naprej in tako naprej. Zdaj smo mi priča temu, da Amerika postaja, ne vem, ne, tako kot se pogovorno reče Teksas, ne. A veste, ta ICE, ne, ICE, kot se reče skrajšano, ne, to so enote, v katere se kadruje ljudi, ki so nepreverjeni, brezposelni in tako naprej in tako naprej. To je nek pandan, bom rekel, slovenskim vardam, ne, in tukaj imamo tisto, kar dobimo, če sledimo pozivu, oborožimo se, ne. Bi pa v zvezi s tem samo še eno stvar rekel, jaz ravno zdaj prebiram eno knjigo v hrvaščini enega nemškega novinarja in pisatelja z naslovom Februar 1933 s podnaslovom Zima književnosti. Skratka, gre za neko sledenje, kaj se je dogajalo v zimi leta 1933, ko je Adolf Hitler prihajal na oblast, ne. In mi vidimo, da v bistvu se ena urejena in strukturirana družba, Nemčija takrat ni bila povsem taka, vendarle, ne, ampak da ti v bistvu družbo lahko razgradiš razmeroma hitro in razmeroma učinkovito, če udaraš v neke simbolne in nominalne vrhove te družbe, kot so intelektualni krogi, umetniški krogi, tudi krogi političnih nasprotnikov, ne. In to je nekaj, česar se moramo bati, no, tako. Jaz imam tle, bom rekel, 3 vidike. No. Prva stvar, ki se mi zdi, je, pa to sicer ni novost, ne. Mislim, da ameriška policija ima drugačne organi pregona, no, saj tukaj ne gre direkt za policijo, ampak ima bistveno drugačne standarde kot naša, ne, evropska, recimo, tukaj smo Evropejci, skoraj se mi zdi lahko, ker mislim, malo smo razvajeni, ampak upravičeno, no, mislim, so naši standardi naše policije toliko boljši, recimo, od ameriške, da se niti ne zavedamo, po moje, te velike razlike, ne, recimo že sami šolanju policistov, ne, nazadnje. Ne, druga stvar, kar se mi zdi, je, po eni strani razumem to držo, ko se pač migracije poskušajo regulirati, mislim, da pa zadeva šla v neke čist nepojmljive proporcije, ne, v smislu to, da ti boš pregnal neke kriminalne tolpe, ki so se ilegalno priselile, ne, je šlo nek lov na čarovnice, ki je čisto šel izpod nadzora in na tretji stvari se mi zdi, da gledamo neko postfaktično družbo, ko v bistvu vidimo, kaj se je zgodilo, ampak se prepričujemo en drugega, ne, ali to zdaj ICE, ali je to zdaj, ne vem, George Floyd, ali je to zdaj neki drugega, tretjega, ne, se prepričujemo, da se je zgodilo nekaj čist drugega, kot se je. Ne, dejstva imaš pa pred sabo, ne, se pravi človeka, 6 komandosov drži na tleh, ne, na kar nekdo v njega open fire izstreli 10 nabojev, ne, mislim, ne, tako. To recimo je pa pač neka, zdaj, bi si želel, da je to anomalija, pa se bojim, da ni, ne. Bolje ne bo. No, evo, pa dajmo s tem optimizmom dajmo s tem optimizmom zaključiti to epizodo, to je približno v trademarku našega podcasta, ne. Antiša, najlepša hvala za tvoj čas in za vse tvoje komentarje, pa še kdaj upam, no.
Ne? Z veseljem. Ja, spoštovani gledalci, vam hvala, ker ste vztrajali do konca. Se vidimo v prihodnjih epizodah. Že v torek prihaja posebna bonus epizoda z Blažem Brodnjakom, tako da ne zamudite niti v torek, že prej, seveda jutri, pa posebna special epizoda za naročnike in podpornike. Kjer gremo spet v medijsko zakulisje in pogledamo nekaj najbolj zanimivih medijskih nastopov, intervjujev, pogovorov na največjih slovenskih televizijah in analiziramo odmeven tiskani intervju prvega predsednika Milana Kučana za Reporter. Do naslednjič, nasvidenje.